nadaljevanju si bomo pogledali, na kaj je dobro biti pozoren oziroma česa ne smemo pozabiti, ko se vrnemo v Slovenijo. Prvič. Zelo je pomembno, da si v roku 3 mesecev uredite prebivališče na upravni enoti. Drugič, ne pozabite pri FURS-u urediti statusa davčnega rezidentstva. Tretjič, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Lahko pa tudi pri komercialnih zavarovalnicah poizveste o možnostih sklenitve dodatnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki širita nabor in tudi obseg kritih zdravstvenih storitev. Poleg tega pa vam vsekakor priporočamo, da podatke o delovni oziroma zavarovalni dobi pridobljeni v tujini sporočite tudi Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj ni avtomatizirane izmenjave podatkov med državami. To najlažje storite kar z prej omenjenim obrazcem U1. Tako si boste dodatno zagotovili, da ima spis pravilne podatke o vaših zavarovalnih dobah, kar bo pomembno predvsem kasneje, pri izpolnjevanju pogojev za upokojitev. Rekli smo torej, upravna enota, finančna uprava, Zavod za zdravstveno zavarovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izgleda kar precej, ampak bolje to opraviti čim prej, saj dlje ko čakamo s temi postopki, več težav si lahko nakopljamo. Sedaj pa prisluhnimo še nasvetu sodelavke Nastje Raj, ki pa nima popolnoma nobene povezave z birokracijo in meri na čisto drugo sfero življenja, ki pa je gotovo ne smemo pozabiti. Vrnitev domov je v marsičem podobna odhodu v tujino. Za nekatere je lahko celo težja, v smislu pričakovanj. Vračam se domov, vem, kaj pričakujem, poznam okolje, poznam ljudi in to lahko v bistvu prispeva k neki dodatni čustveni obremenitvi. Zato je zelo pomembno, da ohranjate svojo socialno mrežo tudi nadaljavo, ker na drugi strani tudi okolica pričakuje, da se bo vrnila ista oseba. Vendar mednarodna izkušnja običajno posameznika spremeni ne samo v profesionalnem, ampak tudi v osebnostnem smislu. Zato vam res svetujem, da ste pozorni tudi na ta vidik vrnitve, se pravi, kaj vse ta odsotnost prinaša, se na to dobro pripravite, zato da se boste lažje potem soočili z izzivi.